Les je skoraj brezčasna surovina, ki potrebuje ljubezen in zaščito, da nam zvesto služi dolga leta. Zato ga ponovno spoznajmo in predvsem ponovno uporabimo. Ko v svojem domu uporabite ponovno predelan les ali vanj vnesete lesene izdelke in predmete iz že obdelanega lesa, vanj ne vnesete le okolju prijaznega materiala, ampak tudi dobro zgodbo trajnostne narave, katere glavni protagonist tako postanete tudi vi. Gospa Jagodič, na naših snemanjih se vedno znova izkaže, da imamo ljudje do lesa izrazito pozitiven odnos. Občudujemo ga, radi ga imamo v svojem okolju. Vi ste se pa odločili s posebnim projektom to še nadgraditi in spodbujate ponovno uporabo lesa. Povejte nam kaj več o tem. S tem projektom želimo spodbuditi ljudi, da ne zavržejo starih predmetov, ampak da jih enostavno obnovijo in ponovno uporabijo. Ali za isti namen uporabe, ali pa celo so inovativni in uporabijo za kakšen drug namen. Tudi želimo, da začnemo razmišljati trajnostno in okoljsko. Tako da je naš ambasador Gašper prenovil tole precej dotrajano klop in jaz sem prepričana, da z rednim vzdrževanjem bo ta klopca še dolg časa služila svojemu namenu. Gospa Barbara, glede na to, da je klopca že stara, bi jo naša mami rada, da ostane taka, ko je, take barve, da bi pisala k naši terasi. Zdaj pa me zanima vaše mnenje, kako bi se tega lotili. Zdaj tale klop je že kar iztrošena, malo smo zamudili idealni čas obnavljanja, ampak nič hudega, se da to vse rešiti. Jaz bi predlagala, da izberemo najprej ton na barvni karti. Najbolj primerna bi bila kar tale 7, zato ker pri obnavljanju vedno dobimo temnejši ton, tako da je boljše zbrati malo svetlejšega. Bo pa potrebno verjetno 2 nanosa na teh bolj iztrošenih delih, medtem ko tale naslonjalo je še kar lepo, bo pa dovolj en osvežitveni nanos. Zdaj predlagam, da se kar lotimo najprej samo brušenje podlage, zato da odstranimo te neprijete delce, potem bomo pa nadaljevali z premazovanjem. Zdaj tako, da te neoprijeti delci morajo biti odstranjeni. Če tega ne bomo odstranili, potem se tudi barva ne bo dobro prijela, ni pa potrebno čisto do surovega lesa. Tako da tukaj lahko še malo na tem delu še malo pobrusimo. Tisle ročaje bi bil pa že kar zadost in bomo potem še zaščitili z biocidno impregnacijo, ker tam smo praktično prišli do surovega lesa. Če je les izpostavljen veliko padavinam, vlagi, potem je smiselno, da na teh mestih dodatno ščitimo s tem impregnacijskim sredstvom. Barvo je potrebno dobro premešati, zato da morebitne pigmentne delce, ki so se posedali, homogeniziramo. Potem pa priporočam, da pri barvanju pazite, da ne pomočite preveč globoko čopiča, zato da nimamo preveč barve na čopiču in da ne nanašamo predebelih nanosov. Po 24 urah bo tale premaz suh, takrat pa priporočam, da rahlo obrusimo ta lesna vlakana in odprašimo in potem nanesemo še en sloj glazure. Gospa Barbara, zdaj smo mi to fajn zaščitili, premazali. Zdaj me pa zanima, po kolikem času naša mama lahko to klopco uporablja. Ker bomo tukaj sedeli, pa priporočam malo daljši čas sušenja, se pravi vsaj nekaj dni, preden res dobro obremenimo. Če bi bili pa slabi vremenski pogoji, je pa mogoče bolje počakati tudi kakšen teden. Potem pa bo dolg časa služila. Spoznajmo zgodbe mladih, ki so bili izbrani za ambasadorje ponovne uporabe zavrženega oziroma rabljenega lesa. Nika, vi ste ena izmed ambasadork ponovne uporabe lesa, ampak ste se odločili za eno posebno vrsto lesa, ne? Moj proces ustvarjanja se začne na plaži in ves moj material najdem na plaži, torej les, ki ga naplavi morje. In ne vem, odkot pride ta les, ne vem, kakšen les bom našla, kakšen kos bo, vrsta lesa, kje je bil, koliko časa je bil v morju, ali je preživel nevihte, tako da v bistvu pa mi to struktura in tekstura lesa povejo neko njegovo zgodbo. In zakaj ga potem uporabite? Najprej sem začela izdelovati samo hiške, kot so tlele, posamične hiške, potem pa sem počasi začela sestavljati tudi okvirje in cele ulice. Naprej, ko sem se naučila obdelovati les, sem lahko tudi barkice izdelala. Tako da največja inspiracija so v bistvu hiške in Piran. Ker ste od tam, ne? Ja. Kako pa ta les sploh zaide v morje? Mislim, odkot vse? A to kar pade z ladje ali kako? To sem večkrat razmišljala in nekatere kose lahko prepoznam, da so deli bark recimo in
tudi se vidi, če je neka nevihta na Hrvaškem, čez par dni se pojavi les. Ves ta les ima neko zgodbo prej, za nekaj je bil uporabljen in nekako je končal v morju in prišel do plaže. Super, dobimo lepe umetniške izdelke in še malo bolj čiste plaže, ne? Ana in Eva, vajina blagovna znamka se imenuje Wood and Blonde. Sej, malo se sluti, ampak vseeno vedve povejte, zakaj je ravno takšno ime. Ja, no, nekako je očitno najbrž, ne? Leseni izdelki pa blond sva že od nekdaj, ne? Barva je jasna, ja. Tako da, ja, najo kar hecajo, da sva, ne vem, leseni blondinki, štorasti blondinki, ampak glede na to, da se obe zelo radi pošaliva na svoj račun, ni nobenih težav. Uporabljava pa izključno les, ki je v bistvu ga narava sama izločila. Všeč nama je, če imajo kosi kakšne razpoke, razjede, recimo kakor tale mizica, ker to naredi vsak kos tak edinstven. Kateri pa so vajini najbolj značilni izdelki? Najbolj prepoznaven kos je štor. Uporablja se lahko praktično v vseh prostorih v stanovanju. Ljudje ga uporabljajo v kopalnicah, v spalnici kot nočna polička, kot sedalo, v predsobi za odložiti kaj ali pa za usesti, ko si čevlje obuvamo. Še posebej nam je všeč to, da nek zavržen kos lesa dobi novo podobo in postane središče nekega lepega prostora, interjerja. Gašper, vi ste tudi svoj navdih in kruh našli v lesu, ampak dokaj po naključju, ne? Ja, tako je. Začel sem v bistvu iz dolg časa, ker sem delal v pisarni. Sporedno sem začel že malo delati z lesom, ta prve zunanjim garnituram, lesenim, potem pa nekako sem začel še z notranjimi unikatnimi kosi. Največji izziv mi je, da najdem kos lesa, ki je v bistvu zavržen, ki bi šel mogoče v kurjavo ali pa kaj takega. Tako je na primer tale mišca ratala, ki bi šla definitivno v drva, dobesedno rečeno, ker je luknja noter, da ga nekako uporabim, ne. Na začetku tudi jaz ne vem, kakšen bo izdelek iz tega ven prišel, ampak potem, ko ga brusaš, na koncu poliraš in naolaš, res pol vidiš tisto bistvo, v bistvu tisti izdelek in sijaj lesa, ki pride tudi iz lesa, ki bi bil mogoče za odpadek. Ko v gozdu poseka drevo, da bi pridobil les, človek prekine naravno življenje drevesa. Vendar kot lesen izdelek drevo živi naprej za človeka.